Hotel sem nekaj drugega povedati. Namreč, zdaj, če pogledaš imena Biča, imena Satana, ki je ime Satana, ki je razkrito v Bibliji, je ime Satana razkrito v Bibliji kot največji prevarant, največji zapadilec, ljudi kot duhovno bitje, ki je ljudi spravilo na narobe pot. Zdaj, eno izmed imen Allaha je pa največji zapaljivec oziroma prevarant ali kako je beseda? Ljudi spravi v zmoto. Razumeš? Pa veš zakaj? Ti bom povedal zakaj. Zaradi tega, ker obstaja vers, se pravi, obstaja koranski vers in to je pač razloženo v tafsirju, tako v šiitskem kot sunitskem islamu. Obstaja vers v Koranu, ki pravi, oni mislijo pač, da s tem, kar počnejo, da bodo prevarali Allaha. Ampak s tem, kar počnejo, v bistvu Allah vara njih. In to je vsakemu jasno, da imaš naprimer kot parabola, kot je v Novi zavezi, naprimer ima Jezus parabola. Imaš naprimer, mislijo, da bojo svojimi usti ugasnili luč Allaha, ampak luč Boga Allaha je najsvetlejša. Vidiš, to je parabola, ki jo človek, ki mu je znano pač, da je dobri Bog in Allah ali Bog, če nekdo moli k Bogu kot takemu, bo uslišal prošnjo svojih vernikov. Naj bo to mogoče. In kot tako, če se ti kar stran, mi vsekakor se strinjamo z Jezusom Kristusom v smislu krščanstva, da je Jezus prerok in da je Jezus prišel kot poslanec kraljestva Jude, Hebrejcem, da ga sprejmejo kot mesijo. S tem se vsekakor jaz strinjam, ampak ne strinjam se pa, naprimer, da bi se mogli strinjati s tem, kar se je dogajalo po konciliju v Niceji 325, ko je Rimsko carstvo sprejelo krščanstvo kot državno religijo in jo kot tako